Z mano pa je že naš prvi predavatelj danes, in sicer Gregor Sraka, ki je diplomiral iz zgodovine in teologije, raziskuje pa predvsem didaktiko zgodovine in pa antiko na splošno. V današnjem predavanju, ki nosi naslov Otroška medicina v antiki, bo razložil, ali morda je obstajala razlika v zdravljenju otrok v antiki in odraslih v antiki, ali pa mogoče so uporabljali ista zdravila, iste metode. Prosim. Lep pozdrav. Najstarejši vir, pisni vir seveda, ki govori o zdravniški oskrbi otroka, je tako imenovan Ermanov papirus. Gre za nekaj vrstično besedilo o porodu in oskrbi dojenčka. Datacija naslednjega papirusa, ki ima podobno vsebino, je približno 200 let mlajša. Berlinski papirus, ki ga vidimo tudi na sliki, govori prav tako o porodu in novorojenčkih. Poleg tega pa vsebuje še opis srca in anatomijo žil. Nadalje vsebuje tudi nadvse zanimiv opis nosečniškega testa, recimo tako, po katerem ženska s svojim urinom navlaži ječmen in dvozrnico oziroma emer. Če raste ječmen, bo dobila fantka, če raste dvozrnica, bo dobila punčko. Če ne raste nobeden od njiju, ne bo rodila. Egipčanska medicina je še v očeh grških učenjakov uživala velik ugled. Hvalil jo je že Homer, še bolj Herodot. Slednji poda prvo natančno sistematizacijo zdravnikov oziroma natančneje zdravilcev. Dežela je polna zdravilcev, medicinska praksa je v Egiptu razdeljena takole. Vsak zdravilec je specialist za eno bolezen in ne več. Nekateri so zdravniki oči, drugi glave, tretji zob, spet drugi želodca in nekateri za tako imenovane skrite bolezni oziroma bolezni notranjih organov. Grki sistematične razdelitve zdravniškega poklica nikoli niso poznali, tudi sicer je njihovo znanje ostalo na ravni zunanjega opazovanja, zaradi česar je bilo znanje dolgo pomanjkljivo, napredek medicinske stroke pa seveda počasen. Grki so se seveda pri zdravljenju zatekali k mistiki in čaranju. Pot do zdravja se je ponavadi začela in končala v templjih. Bog Apolon je imel moč, da zdravi bolezni, svoje znanje pa v mitologiji predaja kentauru Hironu, slednji pa umetnost zdravljenja predaja Asklepiju. Čaščenje omenjenega je bilo popularno predvsem v deželah Male in tudi Srednje Azije. Podobo njega kot boga z dodatnim atributom kače so grška plemena Male Azije, prav tako kot sam kult kače posvojila iz vzhodnih dežel, Babilona, Sumerije. Trajalo je stoletja, da je Asklepij postal oziroma ostal bog zdravljenja, ob tem pa ga je še naprej zvesto spremljala podoba kače. Medicinska znanost je doživela prelom s Hipokratom. Slednji je iz medicinske obravnave izločil magijo, medicina pa je tako postala izključno domena zdravnikov. Čeprav je odklanjal magična in uporabljal le racionalna sredstva, pa je pripisoval velik pomen skrivnosti števil. Akutne bolezni, da trajajo 7 dni, kronične 21, bolezni pa da izbruhnejo v letih, ki imajo sodo število dni. Sam Hipokrat naj bi pri izbiri poklica sledil svojemu očetu Heraklitu, ki je bil zdravnik, Asklepijevec, ki je deloval v templju. Oče naj bi bil zaslužen za to, da je sin vzljubil naravoslovje in medicino, čeprav je najprej na svojem rojstnem otoku Kosu študiral filozofijo. Medicinsko znanje je nabiral na potovanjih v Egipt, obalah Male Azije ter grških kolonijah ob Črnem morju.
Eden izmed prelomnih elementov terapije Hipokratove šole so bile diete. In dieta kot taka je bila pomembna inovacija, tesno povezana s higieno. Dieta naj bi učinkovala na dva elementa, ogenj in vodo, ter 4 lastnosti povezane z elementoma. Ogenj vroče in suho, voda mrzlo in vlažno. Na navedeno odnosno razmerje pa imajo vpliv še drugi dejavniki, duševno stanje, spol, inteligenca. Tako Hipokratovo učenje izpelje 6 dispozicijskih tipov: mrzlo in vlažno, zima, bolezni starostnikov, vlažno in vroče, pomlad, otroške bolezni, vroče in suho, poletje, bolezni odraslih ljudi, ter suho in mrzlo, jesenske bolezni, bolezni srednje starosti. Hipokratova besedila le redko govorijo o zdravljenju otrok. Nekaj primerov je sicer na voljo v njegovih epidemijah. Bralec dobi občutek, da se razpoložljiva besedila omejujejo na opise otrok in njihovih simptomov in le včasih rezultate. Redko pa opisujejo kakršnokoli specifično dejanje, ki bi to dvoje navedeno povezovalo. Obolevnost otrok je v Hipokratovih besedilih po mnenju enega izmed avtorjev razdeljena v 3 kategorije. Prvič, eflorescence oziroma spremembe na koži, ki so se spremenile glede na motnje normalnega ravnovesja, toplote in vlage. Drugič, epilepsije in tretjič, kamni v ledvicah ali mehurju. K temu bi lahko dodali še 4. pogost vzrok, ki je sicer iz kasnejšega časa, gre pa za krščanske zgodbe o zdravljenju kile pri dojenčkih in starejših otrocih. Hipokratova šola je vsakakor zaslužna za razvoj porodničarstva. Poznala je na primer zunanji obrat ploda. To je eden izmed manevrov pri vaginalnem porodu, da se plod lažje in hitreje porodi, ter številne manjše operacije. Kar zadeva posvečanje otroškim boleznim, vlada bistveno večje zanimanje za bolezni novorojenčkov in dojenčkov kot starejšim otrokom, čeprav so člani šole opisali klinično sliko ošpic in angine. S svojimi trditvami so vplivali na poznejši razvoj medicinske znanosti. Na tem mestu lahko omenimo Sorana iz Efeza, katerega delo oziroma razprava z področja ginekologije, ginaikeja, je vsekakor preseglo znanje in nivo predhodnikov. Soran je najverjetneje prvi avtor, zdravnik porodničar, ki je pisal o hrustančni zrasti oziroma simfizi ženskih sramnih kosti, kar omogoča dodatno gibanje pri porodu. Hkrati je tudi avtor praktičnih nasvetov o negi dojenčkov, hranjenju, kopanju in previjanju. Svoje znanje je delil v Rimu, saj je bil zdravilec ali zdravnik cesarja Marka Aurelija. Rimljani so vsekakor veliko dali na svoje zdravje, vprašanje pa je, koliko so dali na zdravje otrok. Stopnja higiene je bila na visoki ravni, medicinska znanost pa je na podlagi grških virov in grških zdravnikov, sužnjev ali svobodnih zdravnikov, prav tako grških porodnih babic, pridobivala na ugledu, a skepsa do praks priseljencev je bila vsekakor navzoča. Uporaba noža ali žarečega železa pri zdravljenju ran je bila za Rimljane preveč skrajna rešitev. Povedne so besede Katona starejšega: znanje, ki ga prinaša Grk v našo deželo, škoduje vsemu našemu ljudstvu, ker so se grški zdravniki zarotili, da bodo z zdravniško umetnostjo ubijali barabe. In koga naj imajo za barabe, če ne nas? Ob tem velja vsekakor pripomniti, da se je omenjeni kvestor, pretor in cenzor tudi sam ukvarjal z zdravljenjem, bolje rečeno mazaštvom. V nasprotju z grškimi zdravniki ali zdravilci
izhajajočimi iz prakse, je sam vsako bolezen zdravil z zeljem in vinom. Porodne babice so bile najbrž v Rimu cenjene, že omenjeni Soran je avtor njihovega kodeksa: skromnost, preudarnost, mirnost, molčečnost, v kritičnih situacijah pa hladnokrvnost. Vkolikor so porodne babice zdravile tudi ginekološka obolenja ali otroške bolezni, pa so pridobile dodaten naziv femine medice. Soran, sicer pripadnik metodične šole, ki je zagovarjala tezo, da se bolezen pozdravi, ko nanjo učinkujejo zdravilna sredstva, ki jih uporabi zdravnik, je najverjetneje še za časa svojega življenja pridobil priznanje s strani Galena, ki je sicer principom metodične šole nasprotoval. Galen, ki je zaznamoval razvoj medicinske znanosti za več stoletij, je sicer vsrkal vse dotedanje medicinsko znanje, a je napačno dojel organsko funkcijo človeškega telesa. Bil je ujetnik teleološke razlage, da telo obstaja le zato, da služi duši. Med drugim je ohranjenih več pisem, med katerimi naj omenim samo pismo in nasvet očetu, katerega sin boleha za epilepsijo. Galen je v zgodovino zapisan kot najpomembnejši vir informacij za anatomijo otrok, prav tako pa njihovih bolezni in zdravljenju. Strogo ločuje obravnave novorojenčkov in otrok. Samo otroško obdobje je razdelil na več faz. Galen je želel dokazati superiornost svojega lastnega zdravljenja nad zdravljenjem svojih medicinskih tekmecev, zato njegovi primeri vsebujejo več podrobnosti, ki opisujejo pacientov družbeni kontekst in zdravljenje. V primerjavi s poročanjem Hipokrata v epidemijah je Galen pomembnejši in tudi konkretnejši vir za obravnavo otrok. Naj navedem nekaj primerov. Galen je krivdo za poškodbo mehurja enega dečka pripisal dejstvu, da je otrok, čigar starost ni navedena, lovil ribe v mrzli reki. Na nekem drugem mestu je nejevoljno priznal zdravilno moč amuleta pri epilepsiji otroka, ter na tretjem mestu razkrinkal in obtožil mamo bogatega dečka, ki je na skrivaj hranila svojega požrešnega otroka in tako poslabšala njegovo trdovratno vročino. Kljub nekaj navedenim družbenim podrobnostim pa zelo malo izvemo o tem, kako je Galen gledal na dejanje zdravljenja pri otrocih, zato je na mestu vnovično vprašanje o dejanskih potekih večine otroških bolezni, zdravljenju in konec koncev izidu. Hvala.